Še enkrat torej poudarjam, samo objavljanje na socialnih omrežjih ne bo nujno prineslo prodaje. To je tisto, kar smo rekli, je vrh ledene gore. To, da vidimo nekoga, da objavlja, pa na koncu proda, pomeni, da ima v ozadju tudi nek drug sistem, neke druge zadeve poštimane. Tako da o teh zadevah bom prihodnje tudi govorila, bi pa vsem tukaj na tem mestu mogoče podelila ravno svojo konkretno zgodbo. Izpred, ne vem, mogoče 2 let, so moje objave dosegale tudi po 1000 ogledov. Okay, po več tisoč ogledov. Mislim, da so celo ene imele celo 8000 ogledov. Zdaj, kaj je bilo v ozadju, ne bom tukaj razlagala, ampak v bistvu poanta v tem, da so bile te objave popolnoma naključno naštancane. Jaz točno temu rečem naštancano, ker pravzaprav niso izhajale strateško iz moje vsebine, ampak sem dobila navdih, dajmo pa danes povedati o tej zadevi. Pa sem naslednji dan, dajmo pa nekaj naključno o, ne vem, tem pa tem. Ne. Skratka, niso bile vsebinsko povezane s tem, kar pravzaprav ponujam. Bile so, v osnovi so izhajale iz tega, kar seveda počnem, ampak niso bile pa strateško umeščene v to vsebino oziroma v rešitev, ki jo ponujam. In seveda pač vsakdo, kdorkoli je to videl, pač ok, v redu, sem dobil neko idejo, vidim, da Maruša nekaj ve o tem, ok, v redu, mogoče pa nekoč se na njo spomnim, če bom delal, ne vem, spletne tečaje ali pa kaj takega, ne. Skratka, dajte, bodite res strateški, ker ko sem postala strateška, so se stvari začele obračati okoli. S tem, da strateškost ne izhaja samo iz tega, kaj objavljam, ampak torej tudi, kako potem moje objave peljejo naprej, bom rekla, k nakupu oziroma v mojo mailing bazo.